Kako pa gledaš na Viktor Frankla? Ker to smo pa zdaj tudi ogromno teh mojih podjetniških krogov se je srečal s to knjigo, neznano. Pa me zanima, Man's Search for Meaning. Iskanje smisla. Ne vem, kakšen je prevod uraden, ampak bomo spodaj polinkali. V bistvu na 2 dela razdeljena knjiga, ne? Prvi del je pač neka biografski del njegovega bivanja v Auschwitzu, drugi del je pa pač logoterapija, ne? In tako me malo zanima, no? Kako... jaz se strinjam, da je predvsem to njegovo pričevanje, ne? Nekdo, ki je doživel pravzaprav največje te strahote stoletja, tisto, kar ga je držalo še v življenju. To je pomembno pričanje na tej singularni ravni. Tudi vse to, kar pravzaprav sicer iz njegove teoretizacije kasneje izhaja, je sicer mogoče drugo vprašanje, ne? Zdaj iskanje smisla. Ne? Če rečem, da je lakanovska orientacija nesmisla, ampak to je zelo zenovsko, tako, kle vidim v bistvu to povezavo. Ne, ker drugo je, ne, mi iščemo zdaj nek določen smisel, ki nas bo držal v nečem, ampak mi tudi trpimo zaradi smisla. Ne, se pravi, tudi neka travma, ki se je zgodila kontingentno v našem življenju, ali pa recimo v njegovem, ne, če rečemo na ta način, je zadobila neko konsistenco v smislu, dobila je neko logiko. Ne? Zakaj se je to zgodilo? Tukaj politično vprašanje, humanistično vprašanje, ne nazadnje. Pa tudi neko to subjektivno, kako naprej. Ampak neka travma, ki je kontingentna, na ta način zadobi smisel. Vsakdo na nek način se zelo rad identificira svojo travmo. Ne? Recimo zdaj, jaz sem nekaj doživel, in vsak bo šel na to. Jaz sem pa nekaj po svoji travmi. Ne? Se vidimo v političnem smislu. Ne? Vsaka politika je reševanje, kot da rešujemo neko travmo. Ne? Pa rešujemo krivico na tem področju, pa krivico na tem področju, pa vsi smo žrtev, pa in tako dalje. Vprašanje je pa, kaj je zadobil to konsistenco smisla. Razgraditi ta smisel je tisto, kar je ključno. Ne samo izhajajoč iz svoje travme, iskati neko novo usmislitev, nek nov okvir smisla, ne tako, ker potem zamenjamo en smisel za drugim. In pač pa je boljše, recimo bolj funkcionalno lahko, ne? Lahko je bolj funkcionalno, vprašanje je to v sami strukturi nekaj spremenilo, ne? Medtem ko orientacija realnega pravzaprav poseže v to konsistenco smisla. Ne? Da nek ta travmatizem nima več tega naboja, kot ga je imel prej. Recimo sama se veliko ukvarjam predvsem z vojnimi travmami, ker delam tudi na področju Balkana, v Srbiji, v Sarajevu, kjer ljudje enako se vračajo na neke te, no, ker je bil Frankl omenjen, neko travmatično politično izkustvo. Nevarno za življenje ali ogrožajoče za samo eksistenco, samo obstoj, kaj šele vse ostalo. In vedno je pravzaprav to dvorezen meč. Ne? Reči, da neka travma ni imela smisla, je kot da vzamemo digniteto, temu pa ni res. Ne? Kot da... Sprav, tvoj predlog je, da se vzame smisel tej travmi. Tako da pade smisel te konsistence interpretacije travme. Se pravi, meni se je kontingentno nekaj zgodilo, nisem imel vpliva na to. Ne, ker travma se vedno na ta način pravzaprav pojavi. Nismo mi nekaj proizvedali, ali je to, ne vem, neka nesreča, politična situacija. Kontingentno se zgodi. Nismo bili tisti, ki izbiramo. In zato je to vprašanje, ali smo za to odgovorni. Odgovorni smo za svoj odnos do tega. Tako je, res je. Vse za odnos do vsega. Ne? Za nič nismo odgovorni, ker se nam stvari sam dogajajo. Odnos do vsega, kar se nam pa dogaja, smo pa popolnoma odgovorni. V bistvu imamo popolno odgovornost, ampak tudi v tej odgovornosti imamo popolno svobodo, da mi odločamo o nečem, kakšen smisel bomo nečemu dali. Aha, to verjameš? Jaz verjamem absolutno, da je vrh neke svobode
temu, kar lahko rečemo, da mi svobodno odločamo, predvsem ta odgovornost. Odgovornost do drugega, odgovornost do smisla. Povezane so, izrazito povezane odgovornost in svoboda. Ni ene brez druge. Ok, kaj pa če imamo zdaj posameznika, recimo odgovornost do drugega, greva malo transformirati v moralen sem. Ne? Lahko. Sem moralen. Bolj pa manj. Ne? In zdaj po tvoje bi bilo, da jaz zberam, da sem bolj moralen ali pa manj moralen. Ampak zdaj pa, če midva sebe transportirava v Auschwitz in sva paznika, bova imela z neko visoko verjetnostjo te tendence, da bova sovražila te zapornike, ki so tam. Se pravi, midva se rodila v Nemčiji, nacizem se je začel, midva sva bila oprana, recimo lahko rečeva, ne? Pa nočva se sam hočem opisati, kaj se je dogajalo ljudem. Pa tudi čez kakšne eksperimente, ki so jih delali. Ne? Si v bistvu avtoriteta na te vpliva, celo okolje na te vpliva, imaš neke travme iz prve svetovne vojne, umrli so ti, se pravi, sovražiš neko skupino ljudi. In si zdaj manj moralen, kot so midva zdaj moralna. Kje je bila tukaj svoboda? Ne? Ja, to je recimo zelo lepo Hannah Arendt opisovala, zlasti, ko se je spremljal sojenja tistim, ki so delovali v taboriščih in je bilo prav to vprašanje, kakšno odgovornost smo pa mi vendarle imeli, se smo mi vendarle delovali po navodilih nekoga ali pa smo pravzaprav imeli že nek kontekst nečesa, kaj bi pa mi drugega lahko. Odgovornost je vedno, še enkrat, singularna odgovornost, prej preden je kolektivna. Ok. Vsekaj sem se na individuum osredotočil, ki je produkt okolja, pa svojih genov, pa vsega, kar se mu je zgodilo tekom življenja in iz tega so izhajale akcije. Ne? Če se sam na to sojenje opredelim, ker dostikrat ljudje ne razumejo te ločnice. Ne? Se pravi, jaz mislim, da te pazniki iz tega vidika, kar sem prej razlagal, niso popolnoma nič krivi, ker bi jaz tudi take stvari na točno njihovem mestu delal, so pa popolnoma odgovorni in morajo pač prestati neko kazen in podobno. Pa ne zaradi tega, da se jim maščujemo, ker maščevanje nima nobenega moralnega smisla, saj zame, ker stvar se je že zgodila. To ima samo smisel zato, da naslednje generacije, naslednje ljudi demotiviramo, da delajo take stvari. To je edini namen, ki ga jaz vidim. Ker dostikrat ljudje imajo to maščevanje v mislih, pa gremo linčati nekoga, zato da bo čutil bolečino, ampak dogodek je že v preteklosti. Ne? Revanšizem vsekakor nima nobene druge funkcije, kot pa to, da sproži neko ponavljanje. To vidimo tudi v aktualni slovenski politični situaciji, kjer samo eno maščevanje, en revanšizem proizvede drugega v neko slabo neskončnost. Kar se pa tiče tega konkretnega primera, recimo paznikov v taboriščih, meni je zelo zanimivo vprašanje fašističnega nezavednega. Okay. Se pravi nezavedno, ki je totalitaristično oziroma prav konkretno fašistično. Okay. To je recimo bolj, bom rekla, psihoanalitično vprašanje, vse ostalo so pravzaprav ta pravna vprašanja, tudi psihološka, politična v nekem tem smislu, na kakšen način potem bodi si sankcionirati, na kakšen način v družbenem smislu ravnamo z nečem. Tisto, kar je psihoanalitično vprašanje, je v nekem singularnem primeru, kaj je fašistično nezavedno. Se pravi nezavedno, ki vzame svoj lasten jaz za merilo vseh stvari. Se pravi, jaz sem tisto merilo, jaz sem tisti zakon, ki drugim pravzaprav postavlja pogoje, odreja njihovo mesto in tako dalje. Se pravi, neka ta perverzna, sadistična nota, ki je prisotna v sami subjektivnosti. Potem, v vsaki. Ne, v prav teh konkretnih primerih, to, kar sva rekla. Se pravi, da se nekdo znajde v nekih zgodovinskih okoliščinah in potem upravlja neko to vrstno funkcijo. Ni pa to seveda lastnost vsakega nezavednega. Seveda Freud je govoril o tem, nezavedno je krvoločno samo po sebi. Se pravi, ki se
to se lahko v sanjah odraža ali pa nekih nezavednih mislih. Ne? Vsi smo, kaj bom nekomu naredil, lahko pa nikoli ne bo nihče rekel to, pa nikoli ne bo tega storil. Ne? Nezavedno pa je krvoločno na ta način lahko.